Ja, to je vprašanje, na katerega, že nekaj intervjujih so me tudi vprašali in sem že odgovorila, zdaj bom poskušala zelo hitro odgovoriti. Kaj smo dobili? Dobili smo to, da smo odstrani Kanglerja, dobili smo to, da smo odstrani Janša. To, ne glede na to, kak zdaj vsi pravi, iz tega ni bilo nič, pozabijo, da 1 leto nazaj bi nišče ne verjel, da je to možno. Ne? Se pravi, ne, da smo si najjasni. Dobili smo to, da vemo, da zmoremo. Dobili smo v stalniških skupinah, čeprav so nevidne, razdeljeno infrastrukturo, ki jo lahko kadarkoli uporabimo spet. Ne? Če bo potreba, bodo te stalniške skupine lahko spet pripravljale toliko ali pa še več ljudi na katerikoli trg, če bo treba. Ne? Pridobili smo samo spoštovanje. Ne? Pridobili smo spoštovanje Ljubljane, kar je za Mariborčane zelo pomembno. Ne? Postali smo razpoznaven politični subjekt zunaj države. Recimo moji kolegi, ne vem, iz tujine, antropologi mene sprašujejo, kaj se pa zdaj v Mariboru dogaja, kaj bo spet kaj, ne? Se pravi, to se prej ni dogajalo, ne? Zdaj mislim, da sem pač glavne stvari povedala. Kaj smo zgubili? Zgubili smo možnost, da bi dejansko iz Maribora naredili model mesta, kjer bi pokazali, da kljub revščini, če organiziramo socialni potencial mesta, pa če tudi so to reveži, lahko probleme rešimo sami. Zgubili smo možnost, da bi se drugi hodili k nam učiti. Seveda, pač te človeške individualne cene, to je jasno, da sploh ne bom govorila, ne, ker to je nebuloza, plus ultra. Ampak hočem reči, mislim, jaz to vidim recimo kot največjo zgubo, ne, da smo to možnost zgubili. Ampak jaz mislim pač, da nobena stvar ni dokončno zgubljena, ne, pač vsi se učimo. Kolegi, ki v stalniških skupinah delajo, so še dovolj mladi. Pač, hočem reči, vse so pač bili žrtve vseh teh zadev, ko smo jih v izobraževalnem sistemu govorili prej, ampak vem, da berejo, vem, da se spominjajo, a ne, to se pravi, kopiči se izkušnja. Tako da jaz mislim, da tudi to mogoče ni bilo zgubljeno zavedno, ampak škoda mi je, ne, mislim, ker že danes bi Maribor lahko drugače izgledal, če bi se recimo tiste stvari naredile, kot smo se mislili, da so. To je po mojem največja stvar, ki smo zamudili, ne. Drugač pa je tudi jaz bom rekla, tako kot Andrej, da je to bila absolutno pozitivna izkušnja, kot sem že tudi 100-krat rekla, izkušnja, na katero bi vsi Mariborčani morali biti ponosni in, kako bi rekla, neka izkušnja, za katero bi Mariborčani sami se morali zavedati, da jim je dala neko drugo pozicioniranje v političnem prostoru. Tistim, ki so hodili na vstaje, pa tistim, ki niso, ne? Ker pač tisti, ki niso, bodo lahko zdaj zaradi tega, na katerokoli vstajajo, šli kadarkoli bo potrebno, ker pač se pravi, infrastruktura je vzpostavljena, čeprav ni vidna, ne, in zdaj bo da tale država komisija pri parlamentu za ekstremistične dejavnosti, kamor bomo šli na zaslišanje, bo verjetno mene spraševala o tej strukturi in jaz seveda, veste, sem tako zelo nevključena bila v stalniške skupine, da niti 500 stalnikov ne znam pomena povedati. To je zdaj vsa sreča, ne? Razumete, da niti ne moram dobenega izdati, tudi če bi ga hotla. Ampak hočem reči pa, da je v tem, da ta struktura obstaja, ne? In ta struktura ni izgubljena in to je bistveno. Ta struktura je tu in je, ne? Ta struktura je vsaj za 10 let tu in to je tisto, kar smo absolutno pridobili, ne? In vsi tisti, ki smo bili na vstaj, pa tudi tisti, ki niso bili, ker bodo mogoče kdaj morali iti, ne? Pa bo ta struktura tukaj, ne? Ja, jaz mislim, da smo izgubili predvsem naivnost, da bo nekdo drug poskrbel za nas. Po drugi strani mislim, da so samo politični naivneži mislili, da je mogoče v enem mesecu ali pa v 3 mesecih za serijo vstaj spremeniti miselnost ljudi ali pa celoten sistem. Pridobili smo, to sem še hotel povedati, zdi se mi, da ostaja v takšni obliki, kot smo jih lani videli, ni verjetna. Primerjalne analize v tujini kažejo, da če ni fokusa, proti kateri usmeriš srd množic, ni motivacije in gre stvar veliko težje. Težko je motivirati ljudi za neke abstraktne ideje, za pravično družbo.
Drugo, ne pozabimo na samostojne četrtne skupnosti, ne pozabimo na vrtička, ne pozabimo na en kup stvari, ki se dogajajo in to je nekaj, kar nima nihče na tak način organizirano in to je to, kar se hodijo Ljubljančani recimo učiti ali pa kar se nenazadnje sam učim tukaj, ne. Tako da pridobili smo ogromno, pridobili smo eden drugega, pogovarjamo se o teh stvarih in iščemo rešitve in nismo več zadovoljni in to je to. Magične rešitve pa ni, ker vsak od nas je v specifični situaciji in težko kdorkoli od nas 3 ali 5 konkretni osebi predlaga, kako nas se loti stvari, ker nimamo vaših izkušenj. Še kakšno vprašanje? Pa še kakšna izkušnja iz vidik, iz publike? Dobro te vidim, vidik. Jaz bi rekel, nehajte za Božjo voljo uporabljati besede politična elita, jaz bi rekel elite, jaz vidim klike. Ker to niso elite, elite so elite, elita vemo, kaj elita pomeni. Jaz vidim tu budale, ki so slučajem okoliščino po osamosvojitvi se priplezale do pozicije in so si pač postavili sistem, medtem ko noben drugi ni gledal, ne, in zdaj imamo to, kar imamo. Mene v bistvu, kar zanima od vas treh, večkrat je bilo še to omenjeno o tej parlamentarni parlamentarni komisiji, ne, Vem, tako zelo na neke pretekle čase spominja neko Weimarsko republiko, pa take zadevščine, ne? Jaz ne vem, a tem ljudem sploh potegne, kaj mislijo, mislim, da nismo nikoli do enih filmov gledali, da se nismo učili o teh stvarih nikjer v šolah, oziroma da se še danes poučujemo, da se na kak način je prišlo recimo do druge svetovne vojne, pa na kakšen način so eni poskušali disciplinirati tudi civilno družbo, ne? Takrat jim je sicer uspelo začasno, ne? Ampak smo videli, kako se je iztekla. Ne vem, vse te filme, ki smo jih gledali po televiziji, pa dokumentarce, pa o tem, kako se je to dogajalo, ne? Kaj ti ljudje res ne razumejo, da so oni zdaj v tisti poziciji bad guyov, ne vem, mislim, kako vidite vi to razplet tega, možni razplet, oziroma kaj se vam zdi, da bi bila pravilni reakcija na eno take minimalno rečeno eskapade vladajočih klik. Ja, jaz bi rekel, Veski kaj drugega ne preostane, kot da se odzove na njihov klic, ne? To bo njena reakcija. Pa verjetno bo tam ustrajala na svojih dikcijah, ne? Ne vem, mislim, da se vrtimo v krogu, da smo že marsikaj povedali, da se spet vračamo k temu stalnemu uporništvu. Problem je pri vstajništvu, koliko sem opazoval, oziroma to dogajanje, da se načeloma v svojem privatnem času boriš proti pošasti, ki to počne v svojem delovnem času in je zato celo plačana. In to je precej neenakopraven boj, ker nenazadnje moramo pa tudi mi točke zbirati. Skratka, delodajalcu ne zanima, če sem jaz aktiven državljan v prostem času, a on želi imeti capa. Da ni seveda. Skratka, ne vem, če je mogoče motivirati neko skupino, ki bi diskreditirala, ampak jaz se ne spomnim, da bi zasledil v medijskih zapisih kakršnokoli resno diskreditacijo te komisije, jaz sem pregledal. Verjetno je bila kakšna, ampak ni bilo pa sistematičnega pritiska, ko smo bili priča lani, recimo, ne? Ker so bile vse kolumne polne tega, pravzaprav
so morali mediji slediti temu, kar se dogaja na spletnih omrežjih in ne obratno. Danes smo spet v drugačni vlogi, ne? Da si postamo neke stvari, ki jih je nekdo napisal in jih je prevedel pač skozi ta medijski filter. Ne vem, vse ti procesi so znani, vse so bili tudi po drugi svetovni vojni v Sloveniji takšne čistke narejene. Ne? Tako da, ne vem, diskreditacija komisije, prvo, drugo je pa odziv intelektualcev in pa predvsem spet bi se vrnil kot pravnikom. Jaz mislim, da je pravo temeljni problem, to, kar je že kolega Hozen prej nakazal. Pravo je jedro vsega problema, pravo je tisto, ki je pisalo zakon, oziroma pravniki so, ne, da personaliziram, pravniki so tisti, ki so pisali zakone, pravniki so tisti, ki so delali pravna mnenja in tisti, ki so dejansko največ profitirali te tranzicije. Ne, sej politiki sicer dajo blagoslov, ampak dejansko brez tega, da postavijo na ravni neke, bomo rekli, demokratičnega pogovora oziroma nekaj, čemu bi rekel, legalizem, ne? Se pravi, da se sklicuješ na zakon, ker to tako tam piše in bodimo civilizirani, spoštujemo zakone, pol si itak že v tej igri, ti nimaš kaj početi. Ne? Zgodbe, ki jih slišimo o mariborskem pravnem faksu v obdobju tranzicije, so grozljive. Ja, se pa pravniki pa ekonomisti so inženjeri tega sistema, kako sploh lahko prijete na idejo, da bojo oni na kakšen koli tvorni način sodelovali pri spremembi družbe, če je njim v interesu, da ta družba taka je, kot je. Ne? Oni so jo naredili, oni jo konstruirajo, ne? Oni jih dajejo podporo se pravi legalno, ne? Legitimne ne. Zato sem prej govoril o sporu fakultete, v tem kontekstu, samo to še. No ja, zdaj... Smo zelo v neenakopravnem položaju, jaz moram narediti. Torej ja, jaz se bom popolnoma strinjala s tem, tudi moja prva reakcija na to je bila, ne, taka kot je tvoja, da v resnici to zelo spominja na ene druge čase, ne, ki ne bi se radi jih spominjali. Jaz bom to povedala tudi pred to komisijo, na drugi strani, katere se bojim, da bo sedela tudi ena moja študentka, ki se mi jaz dala 6 iz usmiljenja in jaz sem tak imam že resne težave s tem, da dam komu 6 iz usmiljenja, ampak zdaj sem sklenila, da tega več ne bom delala preprosto, pač ne bojo diplomirali študente, ker to zdaj že res predaleč gre. Skratka, pač moja ideja, jaz bom tam povedala, ne, to, kar povem zdaj, da to je regestapizacija države. Za časa gestapa je bilo tako, da je prišel sosed in je rekel, tale sodeluje s partizani in je prišel gestapo, ne, in te je pobral in si šel na zaslišanje, ne da bi sploh vedel, zakaj, ali si ti priča ali obdolžen ali kaj sploh si, in ne da bi sploh vedel, česa si obdolžen, in ne da bi vedel, kdo te je ovadil, ne. To je zdaj seveda postopek, ki je po vseh paralelah identičen, samo v eni paraleli je slabši. Namreč mi bomo tam sedeli na osnovi anonimnega SMS sporočila ali nekega internetnega sporočila, ki ga je pisal anonimni pisec, ne? V tej državi se vemo, kak je s temi anonimnimi pisci. In to bom jaz tam javno seveda povedala, ne? Kar zadeva pravo, mislim, da boste šli z mano 2 moji prijateljici. Mislim, da bomo prišle 3 ženske tam, opicanjene v nulo, potem bomo šli frizerji in kozmetičarki in tako. In seveda bomo pripravili strokovno intervencijo, potem pa se še zdaj z 2 pravnicama. Ena je predtem delala v parlamentu kot svetovalka teh komisij. Tako da mislim, da bodo zeleno barvasti, ko nas bodo tam videli. In jaz sem pač najprej mislila, ne vem, a bi šla tja in bi naredila tako kot Josip Broz Tito in bi rekla, fuck you, ja ne priznajem, taj sud, ne. To je bila ena možnost. Ampak potem so mi rekli, da to ni pametno, ne, da to ni pametno. Če si na direktnem prenosu 3. programa televizije, kjer te lahko vsi gledajo, je treba to izrabiti za priliko, da jih podučiš, a ne? In da jim poveš, kar jim gre. Tem svojim študentom, ki so 6 iz usmiljenja dobili, kar mislim, naj se resno izkoristiti, hočem reči, ne? Zdaj, sicer vam nočem obljubljati preveč, ampak potrudili se bomo, ne? Resno.
Tako, moj cilj je, da bi bila to seveda blamaža za politični sistem, upam, da bomo uspeli, ne. Zdaj sem začela to gledati kot na možnost, ne, ki jo bo država plačala, da se nekaj stvari povejo od Hegla dalje pa to. Ne. In potem seveda, ko bom jaz to povedala, bom rekla kolegici, ki je dobila 6 iz 8, kot seveda kolegica ve, ker je to študirala, ne? Ker se ne ve, nič, ampak ni važno. Ne bom mogla pa reči, da ne ve, ker je na 3. program prelašal direktno. Pri tem predlagam še nekaj, ne? Zbiramo predloge, Pri tem predlagam še to, ne, da jih vprašate, če slučajno imajo premale dohodke, da si mora s tem komisijo popraviti dohodek. Ja, verjetno, ne. Se sem jaz rekla, pač ena od mojih reakcij je bila točno ta, sem rekla, predvsem, ko nam država tone se davkoplačevalski denar uporablja za, mislim, za montirane politične procese, ne. In sem rekla, ne bom sploh komentirala, ker tam ne bom seveda sama, tam jih bo cela garnitura, ne, veš, koliko bo to denarja se porabila, ne bom sploh govorila. Skratka, ja, no, ampak zdaj sem pač jaz sklenila, da bom to odkole delovala v tem smislu, tako so mi tudi moje prijateljice, pravnice, ena je zelo lepa, tako da tudi ona na drugi strani zelo nezadovoljna z našim prihodom, tako da bo po mojem zelo zabavno. Ampak hočem reči, pa to, če vzamemo čisto resno, ne, ena taka izrazita regestapoizacija države, to je tisto, ko smo rekli, ne, kar je že Hegel opozarjal, da pač politična država ima to tendenco k totalitarizmu, ne, in to je zdaj ena taka lepa manifestacija te tendence. Od tistega, kaj so pa oni filme gledali, ne, da če oni mislijo, da mi nismo filme gledali, ne, mi smo jih še gledali, oni jih niso, veš. Tako da to ne moreš ti zdaj razmisliti, da so jih oni gledali, zato se oni ne spomnijo tega, ker oni niso gledali teh filmov. Sigurno, da ne. Če pa so slučajno kakšni gledali, pa seveda niso razumeli, zakaj gre. Ne, tako da pač. Ampak dobro, ne bomo pač še to preživeli, marsikaj smo že, pa bomo to še tudi, ne. Andrej, izvoli. Vesna, hvala o filmih. Filme so gledali, ampak podnapisi so bili nekaj. Ali pa še huje, ne, da so gledali barvni film na črno-belem televiziji. In tudi to se dogajalo. Zdaj, tam je gospod res vprašal, zakaj govorimo o politični eliti. Mogoče smo... Ja, zakaj ne o kliki, zakaj ne o klanih. In bi s tem, če bi tole uporabil besedo, mislim, da bi pa preveč direktno bi nakazal na permanentno, pravzaprav notranje politično situacijo v enih od naših sosednjih držav, namreč v Italiji, kjer pa bolj dobro poznam, da pa dejansko deluje točno to, ne delujejo namreč in to že desetletja skupaj zbrane delujejo politične klike, ki jih je izredno težko razbiti, pa kljub temu se ravno v tej državi, ki jo ne delno celo vodi mafija, kljub temu se ravno v tej državi, kljub temu, da ima ta država daleč največ vlad po drugi svetovni vojni v katerikoli evropski državi, ne praktično, če greste štirično pogledati, je vsako leto in pol vlada padla, tako da je tole, kar je Berlusconi delal, je bil že čudež, da se v državna vladi ne prekinilo 3,5 leta, kakorkoli. Ampak, potem, ko pa vidiš, da se tudi v tej državi, v Italiji, nenehno dogajajo protesti, da se ljudje zbirajo množično po 10, po 20, po 30, 40 tisoč, sicer v glavnem mestu, ki ima čez 4 milijone prebivalcev, ampak da pa mislim, da ta trenutek situacija v Sloveniji, mislim, da pa zopet še ni na takem nivoju kot v sosednji Italiji, ko bi jo pa moral začeti govoriti ne o politični eliti, ampak o političnih klikah, klanih. Ampak mislim, da smo ravno tule že sedaj na tem, da se preveša zadeva res iz tele politične elite, pa da se počasi že preveša pri nas v klanovstvo, ne glede na to, da je prišel če pred natanko zdaj letom, pa še malo, da je prišel nov igralec v Poker Asov. Ampak tale igralec, vemo o komu govorim, o ljubljanskem županu, katerega sin je prišel na zaslišanje, to so famozni posnetki, ko je prišel na zaslišanje Državno-zborske komisije, kjer mu je zastavila 42 vprašanj, na prvo odgovoril, o tem pa ne vem nič, nisem seznanjen, na vsa druga vprašanja pa je odgovoril z odgovore enak prvemu. Oziroma odgovor enak prejšnjemu. Se pravi, prav ima, ne, tako jaz kot tudi kolega, da so te komisije ustanavljajo preprosto zato, da se malo več denarja še potegne, kajti katerakoli državno-zborska komisija, če se ne motim, je po osamosvojitvi bila ustanovljena, je njen rezultat bil kar nekaj potrošenja davkoplačevalskega denarja, direktni izplen ali skopiček pa
izkupiček je pravzaprav bil, da v še dodatnem poneumljenju in pa po debiljanju prebivalstva, ki je namreč bralo poročila za vsej tehle komisij, kakorkoli, pri tem pa nam ni bilo jasno, torej v letih nekje od 2000, 2001, 2, 3, 4 recimo sploh, nam ni bilo jasno, katere prave zadeve se dogajajo tam v ozadju, o čemer pa nobena zadeva ni poročala. Danes pa dobro vemo, da se je točno v tem desetletju spravilo Slovenijo ekonomsko tjale, kamor se jo je. To pomeni, da vam noben od članov te politične elite, ali pa dajmo reči res potem vsaj delno, že tudi iz političnih klik pa klanov, danes ne zna ali pa noče seveda natančno odgovoriti, ali on hoče in lahko prevzame določen del soodgovornosti za tisto, kar se je v tem desetletju 2010 dogajalo, da pa Vesna govorila zelo dosti o egalitarnosti nas v tele majhni državici. Neverjetno je, se mi zdi danes, da je tale majhna državica lahko izplenila toliko milijard denarja, kakršnakoli v širnem svetu, ki je pritekel celo sem, v naš uradni bančni sistem, tukaj je potem seveda poniknil, tako ali drugače. Torej, neverjetno se mi zdi, da je tale mala državica, ta 2 milijona ljudi, da so tukaj lahko pritegnila tako množično maso kapitala, ki ga bomo seveda veselo zdaj naslednja desetletja odplačevali, tako ali drugače. Pri tem pa, pri tem pa prosim, kot rečeno še enkrat, tale politična elita ostaja bolj ali manj enaka. To so isti ljudje. Imam ljudi, ki so bili v državnem zboru, so imeli po 5 mandatov, tudi imamo, ne vem, jaz bom ta trenutek še ostal pri tej politični eliti in to v najbolj slabšalnem pomenu, zato ker to še ni mafija, to še niso klike, mislim pa, da ravno preraščajo so na poti tjale, pravim, morda se po eni strani kupujejo dodatne čelade, dodatni pendriki, po drugi strani pa mislim, da se ravno sedaj, in to je se napiše na tega Jankovičeva sina zelo lepo videlo, najbolj profesionalni advokati v državi zagotovo imajo dolgoročne 10-letne pogodbe že podpisane, ko bo treba, gremo takoj v akcijo in da nas tole pravo, ki smo ga ustvarili, naj nas brani ravno tega, namreč jeze ljudstva. Ne pozabite, v slovenskem pravnem sistemu še vedno na vsaki sobi piše sodba v imenu ljudstva. In tale formulacija se ni spremenila zadnjih 50 let. In mi smo pa šli v novo kvaliteto, v novo državo, v nov sistem, smo reči. Ja, še enkrat jaz. Če smo zdaj že smo zdaj že omenili torej spremembo sistema, ta sistem, ki je. Eno vprašanje. Kako vi dojemate to spremembo sistema? Namreč nekateri ga dojemajo dejansko kot nek natek stoletja. Torej, da dejansko so nategnili celoten narod, da je šel v nekaj, kar pravzaprav ni šlo v narodu v korist. Hvala lepa še enkrat za besedo. Moram pa prav premisliti, kaj bom rekel. Malica stoji zume že, ne? Jaz Kira, imamo tukaj 2 človeka rajmo do predsednika države. Bomo že poklicali. Ja. Bom najprej čisto subjektivno. Kar se mene osebno tiče, mi danes gleda seveda zadeva kot popoln natek. Popoln. To pomeni, da se počutim popolnoma nategne, dobro. Ne vem, kako bi, takole bi rekel, dobršen del referendumov je sedaj v Sloveniji pravica, da referendum ukinjen, ampak prav zanima me, kako bi danes ali pa čez 1 mesec, 2 izpadlo ponovno, bom rekel, ponovljeno glasovanje za recimo vstop v Evropsko unijo.
kako bi spadlo glasovanje za podporo v članstvo NATO paktu, kako bo sploh karkoli izpadlo. Čez kakih 5 mesecev, torej maja, mislim, da nas čakajo volitve v Evropski parlament in dajmo pogledati, kakšna bo udeležba na tistih volitvah. Če želimo nek dokaj konkreten barometer razmišljanja družbe, so tele volitve še vedno eden od, ne bom rekel najboljših, ampak eden od kolikor toliko upoštevanja vrednih pokazateljev in res zanimajo odstotek udeležbe na teh evropskih volitvah. Tisto marsikaj povedalo o tem kriznem letu 2014. Ampak do teh volitev je treba priti. Jaz za razliko od Andreja ne rabim nič premisliti, kako bom odgovorila. Odgovor je da. Da. Jaz smatram, da je bil to zgodovinski natek slovenskega naroda in da se bo to še pokazalo, kakor se še ni, pa mislim, da se še ni čisto v celoti. Ja. Ja, situacija, v kateri smo danes, nas seveda navdaja z občutkom, da je vse skupaj zavoženo. Meni se zdi zanimiva primerjava dogajanja ob koncu druge svetovne vojne ali pa med drugo svetovno vojno in osamosvojitvi v kontekstu političnega sistema, ki ga sprejmeš. Tako kot ni bilo samoumevno, da se NOB izteče v socializem, tako ni bilo samoumevno, da se slovensko osamosvojitev izteče v kapitalizem. Ampak so enemu in drugemu potrebovala mednarodna razmerja, recimo, ali pa razmerja moči, ali pa tudi ideološka usmerjenost. Kolikor je to natek, ne vem, jaz poslušam recimo kolege, ki mi pravijo, da so nekoč morali na vsakem sestanku sveta oddelka razpravljati, katero knjigo bodo tisti mesec kupili, recimo, se pravi, da je knjižnica, bomo rekli, napredovala z stopnjo rasti 1 do 2 knjigi na vsaki tok časa, Zdaj imamo ničeno stopnjo, ampak mi smo pa imeli stopnjo, ki je bila neverjetna, ko je vse naraščalo. Zdaj sicer že vemo, da je to naraščalo z dolgom, ampak bomo rekli, količina znanja je pa vseeno... Ne narašča z dolgom. Kako? Se pravi, kaj danes pa mogoče ne narašča z dolgom. Danes pa ne narašča z dolgom, tako. Skratka, na različne načine je to mogoče gledati. Jaz ne vem, meni se zdijo recimo, čeprav mi gre na živce, da če grem v tujino predavati po Erasmusovem programu, da moram na koncu še sam plačati, zato da lahko predavam na tuji univerzi, zato ker mi dajo premalo denarja, ampak hkrati pa to zahtevajo, če hočem pač ostati znotraj tega sistema. Pa nudi Erasmus neke možnosti, o katerih smo mi lahko samo sanjali. Kakšna Španija, kakšna Irska, kakšen dodatni jezik v času študija, pravica, da greš nekam. Zdaj, ko govorimo o sistemu, je seveda to drugo vprašanje. Jaz mislim, da je problem v tem, da smo si mi v nekem trenutku leta 92-93, ko je bila tista prva postjugoslovanska ekonomska kriza mimo, domišljali, da smo si vse to zaslužili, priborili in da je to normalno stanje stvari. Mi smo se pa zavedali, da je v bistvu osamosvojitev sopadala ravno z to financializacijo, z neoliberalno ekonomijo in da so vsi na nek način drseli v isto logiko, samo mi smo bili še malo bolj naivni, ali pa je bilo izhodišče nekoliko slabše. Tako da, ne vem, mislim, da se pravijo, razlika med starim sistemom in novim je ta, da si nekoč bil preskrbljen, pa nisi smel nič reči. Danes pa lahko govoriš, kaj hočeš, ampak za sebe moraš pa poskrbeti, da boš preživel v tej logiki. A veste, danes še takšna afera, čez en teden postane stara novica, noben se več okrog tega ne sekira, zato pa ravno kar sem razmišljal, ko smo govorili o tej komisiji, da bi bilo to treba zasnovati kot dobro tudi promocijsko strategijo. Ste se zmenili, odlično. Ker to bo naslednji dan že stara novica in če ne bo dobro postavljeno, ne bo zvezi.
Okay. Ja, če lahko samo komentar. Zakaj je to vprašanje? Namreč, ker če se prav spomnite, tisti, ki ste glasovali, ne, naša generacija ni glasovala, ker smo takrat bili stari 3 leta, ali pa še manj, ali pa se sploh še niso rodili. Namreč ni bilo vprašanje, ali menjati sistem, vprašanje je bilo samo, ali osamosvojitev. In sploh, kaj se tiče, da nisi smel ničesar reči, tukaj je ena anekdota, recimo mojega očeta, ki je, rahlo v vinjenem stanju, visel na marici in preklinjal čez policaja in čez vse možno. Je rekel pa, da, in da bo seveda nič ni bilo, nič mu niso naredili. Je pa rekel, da si imel probleme, seveda on je študiral tam v začetku 70-ih. Je rekel, si imel probleme samo v primeru, če si rekel kaj čez bratstvo in edinstvo, kar danes, ko pogledamo na vojno na Balkanu, razumem, zakaj so to upeljali. In seveda čez maršala Tita, ne? To je bilo edino, kar nisi smel reči. Seveda pa nisi smel imeti političnega govora v gostilni, razen na CK ali pa ZK ali kakorkoli že. To je bilo. Ura je pozna. Predlagam, da ta formalni del zaključimo, če še poklepetamo kasneje. Hvala gosti, gostoma, hvala vsem vam, da ste prišli. Upam, da se čim prej spet vidimo. Hvala. Tak.